Jaz nisem zdaj nek ekspert tukaj, ne. Sam pač, če gre za bombno grožnjo, lahko sklepamo, da je to teroristični napad, in če je teroristični napad, lahko sklepamo, da gre za, da je iz religioznih razlogov, a ne. In mogoče ni najboljša ideja, da se skrijemo v cerkev, ki je tako zraven šole. A ti to resno? Jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli v novi epizodi podcasta A ti to resno? Ta mesec sva govorili oziroma govoriva o študentskih zgodbah, se pravi, kakšni študentski jobi, roommatei, Ljubezni, sošolci, profesorji, vse. vse dejansko. Predebatirali sva že kar nekaj takih bizarnih zgodb. Naslednji mesec pa prihaja meni najljubši. Veseli december. Jaz že komaj čakam. Jaz isto, ful. To je presežem. Jaz nisem ful nekaj obsedena, iskreno, sam meni toliko sede, ko greš v Ljubljano, pa so te lučke, pa kuhan vin je na vsakem vogalu, muska, tako ful je vzdušje, je res top. Ja, dejansko. In mi smo se odločili, da bomo naslednji mesec debatirali predvsem o kakšnih družinskih dramah. Ja. Se pravi, Božičnih. Tako, se pravi, kakšna božična večerja, ste se na polno skregali s familijo. Teta ti je prinesla najbolj bizaren, beden daril za Božič, recimo. Ali pa ne vem, mogoče te je fant prevaril lih na Božič. Ali pa za nov let, ali pa v glavnem karkoli povezan s prazniki. Imamo tudi konec koncev, ko imamo Dedka Mraza, imamo novo leto, pač decembra je vse na kupu. Karkoli povezan s prazniki oziroma tem obdobjem v tvojem življenju. Tako je. Tako da, če imaš slučajno kakšno tako zgodbo, izkušnjo, poznaš koga, ki ima kaj, nama piš, to je lahko mail, lahko je to TikTok, lahko je to Instagram, lahko pa tudi tukaj od spodaj pod komentarji spustiš kakšno zgodbico in to je to. Jep, to je to. Zdaj pa kar greva na Začniva študentsko situacijo, oziroma niso samo študenti, tudi dijaki, srednja šola, vse, kar je povezano s šolo v bistvu, no. Tako. In bom jaz zdaj kar začela s prvo zgodbo. Okay. In zdaj tako, meni je bila ta zgodba toliko všeč, toliko sem not padla, da sem si jo dejansko na pamet zapomnila, tako da jo bom povedala na pamet. Je pa res resnična, v bistvu jo pripoveduje ena punca iz Velike Britanije in ful je komentarjev spodaj in dejansko folk piše, da se tega spomnejo incidenta. Tako da je resnična zgodba, ampak ja, meni je bilo toliko zanimivo to poslušati. In bom jaz zdaj povedala, da sem jaz to doživela, sam, da smo si na jasnem, ni moja zgodba, da veš, da veste. Torej, se pravi, daljnega leta, ne vem kdaj, sem jaz klasično zamujala v srednjo šolo, ne? In na poti tja, jaz hodim proti šoli, vidim jo že, vidim mojo profesorico, razredničarko, kako teče proti meni. Teče. In jaz tako panika me zagrab, zaradi tega, ker sem imela takrat oblečeno najkrajšo kikalico, kar sem jih imela, crop top sem imela, full make-upa in ona teh stvari res ni marala. In sem bila že pripravljena na to, da me bo najbolj. No, ampak ona kar teče mene in se dere, da naj gremo eno vrsto, ne vem, panika, cela kril z rokami, tako totalen kaos in jaz si tako mislim, ženska, umir se, ura je tako 8 zjutraj, veš, da nisem se niti še zbudila. Ampak sem takoj vedela, da je nekaj narobe, zato ker ona bi fiks omenila mojo kratko kikalico, pa je ni. In jaz sem bila tako že skoraj pri šoli, valjda je nisem upoštevala, ker pač sem bila upornica, pa me briga, kaj mi ima učiteljica za reči. No in jaz ko prijem tja in alarm sprožen, tako najbolj na glas, folk joka, panično dihajo, cela drama. Jaz sem bila tako že zik, da ne vem, smo pred 3. svetovno vojno, a ne? Ja. No in nisem se postavila v tisto vrsto, za katero mi je pač profesorica rekla, kam ne grem, ker se je pač delala tam pri vhodnih vratih. Ampak sem lepo šla po svoje iz šole in sem si rekla, grem jaz, a ne? No, na poti ven pa slišim, ko so se ljudje tam pogovarjali, da gre za bombno grožnjo. Ja, bombna grožnja. V šoli? Ja. Bad. In, v tistem trenutku me panika zagraba, ne? In pač res sem bila panična in pol sem dejansko tako, sem šla za množico ljudi, kamor so šli. Jaz ko hodim in si tako sprašujem, kam pa gremo, zakaj sam ne tečemo domov, a veš, tako, kam sploh gremo. No, in šola je imela briljantno idejo, da nas zaprejo v cerkev čez cesto. S tem, da jaz nisem zdaj nek ekspert tukaj, ne. Sam pač, če gre za bombno grožnjo, lahko sklepamo, da je to teroristični napad in če je teroristični napad, lahko sklepamo, da gre za, da je iz religioznih razlogov, a ne.
In mogoče ni najboljša ideja, da se skrijemo v cerkev, ki je tako zraven šole. Če bi napadali šolo, ki je bila by the way katoliška, zakaj ne bi bolj napadali cerkve? Cerkev, ja. Tako. No, ampak vsi smo bili tja poslani, smo šli skupaj ena čreda ovc. In pridemo tja in pač predstavljaj si, to je taka majhna cerkvica, cela šola skrita v to cerkvico tam noter, gnetemo se, vsi panični, in prva stvar, ki mi jo prbije, ko pridem tja, če lahko prosim izklopam telefon. Se pravi, obstaja šansa, da bomo vsi umrli in tebe še kar zanima, a imam jaz vklopljen ali izklopljen telefon. Čak, a pa to je bilo iz kakšnih varnostnih razlogov, da je mogla ona izklopiti telefon? Ne, sam pač v cerkvi nimaš kao tam prežgatnega telefona. Kao sam zaradi principa. Ja, iz principa. S tem, da mogoče je to naš zadnji dan na zemlji. No, in jaz pač to naredim, kakorkoli že. Probala sem se večkrat izmuzniti, cerkve ni šlo. No, in pa na določeni točki smo vsi postali ful lačni, a veš, patečni, pa sej pač grozna situacija. No, in nam je tam v bistvu kot ena restauracija v bližini, nam je organizirala obroke in so nam dostavili ene sendviče z nutelo in marmelado. In le jaz zdaj ne rečem, a ne, nič narobe s tem sendvičem, dejansko dober sendvič, sam. Spet, če je to moja zadnja večerja, bi jo ocenila z 1 od 10, zato ker, če je to moja zadnja večerja, bi pričakovala, da jo malo več ljubezni vložili v to, a ne, če bom umrla tako čez par minut. Samo če pa tako pogledaš po drugi strani, če je tam noter, ne vem, 500 otrok, a ne, kaj boš za 500 otrok pohančke pekel. Res je, ja. Ampak sem bila še vseeno razočarana, ker sem bila pač otrok in sem bila iz sebe in sem bila, ja. No, in pa smo nekaj časa smo bili tam, a ne, to je neki ur minil konc koncev in ogan kaj je bilo, kaj je rezultat tega, zakaj se je šlo zares? Mislim, predvidevam, da bombe ni bilo, a ne? Ok, nadaljuj. Jaz mislim, da se je mogoče nekdo zafrkaval, pa to rekel. Ja, v bistvu je bil kot neka potegavščina, nek prank, koli bil, ne vem kaj. Ampak to ni najslabši del. Okay? Mi smo bili tam več ur in na koncu namesto, da bi nas poslali domov, so nas poslali nazaj v šolo. O ne, Mislim, meni najslabši del je sploh to, kako je sama šola odreagirala, ker jaz nisem ekspert za bombe. Pa ne pravim, če je teroristični napad, verjetno bodo potem tudi cerkev targetirali, logično, ne vem, po kakšni logiki je bilo to. Ki je bilo tako čez cesto. Ampak, ne vem, meni se zdi, da če bi recimo, ne vem, bomba eksplodirala v eni bajti zraven naše, bi sigurno to poškodovali tudi našo bajto. Ja, sej to. In tudi to mi je tako, a to je dejansko varno, da jih vi evakuirate samo čez cesto. A ne bi bilo bolj smiselno, če je bomba, da grejo čim dlje stran od te stavbe, od te šole, ne pa da jih daš čez cesto v eno cerkev. Exactly, ja. Ker, se ne vem, verjetno tudi bombe so različne, ne, eksplozije so različne, ampak če mi zdaj, ne vem, predvidevamo najhujše, da je to res ena neka super, mega blazna bomba. Ja, pa se ne veš, se ne moreš vedeti, ne, za kaj se gre. Čez cesto evakuiraš otroke, mislim, da je halo. Ja, pa jaz so kao še, nekateri starši so tudi prišli, pa so zahtevali, da dobijo svojega otroka nazaj, pa niso dali. To ne moreš verjeti. Sorry, sam to je pa tudi absurdno. Kako ti lahko staršu rečeš, da ne bo vzel svojega otroka? Meni se zdi, da vse, kar je ta šola naredila, kar se tiče teh varnostnih protokolov, je bilo narobe. Ja. Še enkrat, nisem nek poznavalec tega, ampak bi pa rekla, da ni bilo glih prav. No. A veš, kaj je tudi fora po moje? Katoliška šola, verjetno so bili tako najbolj varni, smo lahko pod božjim očesom, ne vem, pač tako razmišljala mogoče. A da se kao na Boga zanesejo z vsemi 500 otroki, ki jih imajo. Možno, zato ker jaz sem ful prebrala, zdaj, ko sem iskala zgodbe za to na eno epizodo, jaz sem ful prebrala zgodb iz katoliških šol in dejansko, kakšne scene se tam dogajajo, to je tako tudi absurdno, ne? A veš, že recimo od tega, da ena je pisala o tem, da kao v njeni šoli so imeli uniforme in ful je bil problem, ker so bile kao kikalice prekratke, s tem, da so bile kao do kolen, ampak profesori na tej šoli so ženske konstantno čekirali in so oni imeli kao problem s tem, da imajo oni kikalice prekratke in so pa zaradi teh moških profesorjev naročili nove kikalice, ker je bilo to za njih tako ful čuden. Ker oni ne znajo nadzirati sami sebe in ne znajo se upreti temu, da ne gledajo mladih punc v fucking noge. Mene je to itak bolano, jaz sem drugače že pri tem slučajno, sem enkrat prebrala eno zgodbo, kjer je v bistvu mislim, da en fant posilil celo eno punco, ki je šla, ne vem, žurat, pa je imela eno mini kikalico. Ampak na koncu niso obsodili tega tipa, ampak to žensko, ker je bila kao bolj provokativno oblečena in je kao ona provocirala in pač je prosila za to, ne? Kolikrat sem jaz tudi že slišala take zgodbe, da je kao na foro, da ženske prosijo zato, ker se oblačimo na določen način. Lej, sorry, jaz se lahko oblačem, kakorkoli hočem. Jaz tudi ne bom tipa, ki pride oblečen, ne vem, v eno srajčko, pa kaže prsa, ne bom kuj seksualizirala, pa rekla,
tega pa bijej. Pa če bi mu recimo, Bog ne daj, da bi jaz komorkoli, on bi bil kriv, ker je on imel odprto srajco. Pa sploh, če si pa učitelj, pa mislim, da se moraš sploh vprašati, kje imaš te svoje moralne standarde. To je pa to grozen res. Da gledaš pol ene mehne punčke in da te one, ne vem, vzburijo v tem smislu, da pa če te nelagodno krmeno kiklo sicer do kolen, by the way. Sej to, kva še hočeš, ne? In pol so bile tudi to zgodbe, a ne, naprimer, to so bile recimo tudi katoliške šole samo za en spol, recimo za punce, a ne? In pol je tudi ena punca o tem govorila, koliko je to drugače slabo, da so ločeni na spola, ker recimo ona ni razvila nekega normalnega odnosa z moškimi. Ja, valjda, recimo, bila je pa pol še ena šola kao izraven, samo za fante, in pol so se oni kao na skrivaj tam po ograji dobivali in tako. In a veš, to je bilo pol smatrano kot ena skrivnost. A veš, tako kot nekaj res narobe, da se ti videvaš tam z enim fantom, čeprav je totalno naravno, a ne? In pol ti razviješ ta nek odnos do tega, da so, ne vem, da mora biti to vse ločen, da je to narobe, kakorkoli že, in pač to res ni kul, no. Ja, sicer jaz v katoliški šoli tak nikoli nisem bila, ne poznam niti nobenega, kaj bil, tako da ne vem, kakšne imamo recimo tukaj v Sloveniji, ampak sem pa tudi že marsikaj slišala in mi ni všeč. Ne vem, v tako šolo pa svojega otroka definitivno ne bi vpisala. Oprosti, ker ne znam niti pravilno reagirati, če je bomba tam, pa je moj otrok ogrožen, njegova varnost ogrožena in da mi ga ti pošljaš čez cesto v eno cerkev noter. Ja, noro. In pol še najbolj bizarno, zaradi tega, ker smo pa v cerkvi, pa ne smemo zdaj telefona prižganga. In mi moj otrok ne more niti napisati, pa povedati, kaj je, pa me obvestiti, pa mi napisati, da jim rate mama nekaj. S tem, da to ta punca je to zgodbo na tak komičen način pripovedala, tako kot sem jo jaz, sem dejansko, ko pomisliš, pa sej pismo, kaj pa če bi bila bomba. In to je legit lahko to tvoj zadnji dan na tej zemlji in oni te zaprejo eno cerkev, namesto da bi bil ti s svojimi ljubljenimi, svojo družino, da ne vem, lahko se posloviš ali pa se počutiš vse malo bolj varnega. Pa ne, sej dejstvo je, da če bi bila res bomba, ne bi oni mogli kar vseh otrok dati pred šolo, pa počaka, da jih starše evakuirajo. Po mojem bi šla, ne bi prej že eksplodirala. To je res, sam pa so pa s časoma starši prišli ene iskat. Bi jih pa lahko pač dali vsaj nazaj staršem, kakorkoli. Točno to. V glavnem katastrofa, še bolje je bilo pa katastrofa to, da so pa oni mogli začeti s poukom. Ja. To je bilo nazaj v šolo, a se ti hecaš ali kaj? Ne, to je pa absurdno. Sem dodala pol pouk, kaj so začeli še enkrat, ne vem, ob 10 ali 11 popoldne. Ja, ne vem. Očitno, pač tam, kjer so končali. Ne? Pač ona je rekla, da je šla ob 8 v šolo, kar pomeni, to je trajalo kao več ur, se pravi, jaz sklepam tam okoli 11, mogoče, si predstavljam, ali pa 12, takrat še ni konc pouka, ja. To je ne 2 pol, kar naprej, ne vem. Ja, lej, to je grozno. Čeprav se mene tudi zanima, kako so te naše šole v Sloveniji kaj pripravljene. Dejansko zares se še nič takega ni zgodilo v naših šolah, kar je hvala Bogu, sploh ne, da bi zdaj karkoli rada. Ampak tako, če bi se kaj res nujega, ali da bi bil požar, ali da bi bilo kaj, kako bi dejansko oni sej to, ja, pa to so res take situacije zelo težko oceniti, ko se imaš ti lahko neke načrte, pa to pa je tak kaos po moje, da nič ne gre po planu, ne. A veš, v teoriji je vse lažje, ne, dejansko pol tako je pa to težje izvesti. Ja, sej to, ja. Grozen, res. V glavnem, jaz sem tudi eno, absolutno ni niti približen taka kot tvoja. Ta je bila res absurdna, absurdna, tako malo nenavadna. Se to zgodi, ja. Jaz sem v bistvu eno zgodbo, čist klasiko, ljubezenski trikotnik. Okej, da slišimo. Tudi take imamo radi na vsake tok časa. Absolutno, ta vem, da je sigurno zate, v smislu, ker vem, da imaš ne zate tako, da bi se karkoli navezali na te, ampak v smislu to, ker vem, da imaš ti rada kakšne take ljubezenske trikotnike, daješ dobre nasvete, drugače, kar se tega tiče. A res, wow. Tako, da sem prepričana, da boš lahko tudi tejle najni poslušalki zdaj svetovala. Še kaj mi povejte, prosim. Sila skam. Ne nehat. Okej. S fantom, ki sem ga spoznala že v srednji šoli, sva skupaj že 5 let. Letos zaključujem študij in oba sva nekako na točki, kjer razmišljava o naslednjem koraku. Tudi on je večkrat omenil za roko. Ne ve pa, da sem ga prevarala. Po mojem zadnjem izpitu na faksu smo se s parimi kolegicami odločile, da to proslavimo. V enem izmed lokalov smo naletele na skupino fantov, eden od njih pa je pristopil tudi do mene. Večina jih ponavadi pristopi z enim samim razlogom, ampak ne on. On je bil drugačen. Ni bil vsiljiv, ni flirtov, dejansko si je želel samo pogovarjati in me bolje spoznati. Omenila sem mu tudi, da imam fanta, kar je sprejel čisto normalno. Zgodilo se ni nič. Naslednji dan pa se zbudim in vidim, da me je dodal na Instagramu in me odpisal na enega izmed mojih storjev. Od takrat se nisva nehala pogovarjati. Sprva je bil to čisto normalen pogovor, dokler mi ni čez nekaj časa povedal, da sem mu res všeč in da odkar me je prvič videl, ne mora nehati misliti name.
Vem, da bi morala že takrat pogovor ustaviti, ampak ker nisem mogla. Ojoj. Grozen. Od takrat se mi zdi, da najni pogovori postajajo vse bolj neprimerni. Tu in tam si pošljeva tudi kakšno slikco ali video in dejansko si ne želim, da bi se najni pogovori končali. Čeprav svojega fanta še nisem nikoli fizično prevarala, vem, da to, kar delam, ni ok. Res si ga ne želim prizadeti, ker mi nikoli ni nič slabega naredil, poleg tega pa vem, da mi lahko nudi neko stabilnost, družino, poroko, nekaj, kar si res želim, vendar ne morem nehati misliti o fantu iz bara. Ne vem, kaj narediti. Tudi, če se odločim to povedati svojemu fantu, ne vem kako in kaj, če mi bo na koncu žal in bom dala priložnost napačnemu. A pa je kaj omenila, se pravi, da je imela že prej probleme s tem fantom svojim, s katerim je? Pač, rekla je tudi, da sta že prej razmišljala o neki skupni prihodnosti, da je tudi on hotel zaročiti, tako da ni bilo nobene težave. Ja, ne vem, veš kaj me bi tudi, ne vem, mislim tako, se mi zdi tudi, kad si ti par let z nekom, a ne, mogoče, vsi imamo ta nek ego, veš, valjda ti sede, da se nekako sede ti to zavedanje, da si mogoče še kar všeč ljudem. Ja, okay, a veš, pa bo pa recimo, ne vem, bo zamenjala tega zdajšnjega svojega fanta. Ne pravim, da to naredi, ne pravim. In bo, ne vem, pa bo pa veš bila 5 let zdaj s tem novim tipom in bo spet tako, malo se bo naveličala, malo bo hotela pozornost. To je ena, se ne pravim, da to naredi, pravim sam tako, da moraš ti sam pri sebi razčistiti, kaj sploh hočeš zares. A veš, ona mora sama pri sebi analizirati, kako globok problem je to zares. A veš, a se gre samo za to, da je sede malo pozornosti od tega enega, ne vem, simpatičnega neznanca, ali je mogoče nek globli problem, pa je neki ni všeč v njenem odnosu in zato išče neki boljšega nekje drugi. To je zdaj čisto neodvisen. S tem, da bi pa, če bi bila ona, bi malo razmislila o tem, da pač ta fant ji pišejo svaja, kljub temu, da ima ona fanta in mogoče mu je tudi všeč samo to, da je nedostopna in pač hoče nekaj, kar ne more imeti. Mislim, jaz tukaj v tem tipu sploh ne vidim nobenega problema, tudi če on piše njej, kljub temu, da ve, da ima ona fanta. Mislim, da je tukaj izključno in samo problem v tej baby. Sorry, brez zamere. Ne, sej dejansko tist, ki je v razmerju, mora biti odgovoren. To se čisto strinjam s tabo. Komod lahko postavi mejo. Zdaj ne vem, ona pravi, da je ta tip toliko všeč, zdaj sam pač tako, jaz bi sam mogoče svetovala, ne zavrži enega dobrega razmerja zaradi enega tipa, ki mogoče se gre ene igrice, ker pač je sumljiv to, da ti piše. Tukaj se moraš pa spet vprašati, a je to dejansko dobro razmerje? Ker če bi bil to dobro razmerje, sigurno ne bi do takih stvari prihajali. A veš, kaj mislim? Ja, mislim, da smo vsi samo ljudje, pa da pač imamo kdaj mogoče ampak dvome. Ne vem, ena napaka, pa en dvom je to, da ne vem, ti narediš kakšno glupost v enem baru enkrat, ne pa, da se ti konstantno že več časa pogovarjaš z enim tipom, neprimerni pogovori, ki se samo še stopnjujejo. Mislim, a veš, a je to dejansko res neka napaka? Ja, štekam, ko hočeš povedati, ja. A veš, mislim, jaz tukaj mislim, da na tej točki, ja, mogoče bi ti zdajšnji fant nudil večjo stabilnost, bi ti bil zvest, absolutno. Pri tem drugem tipu, s katerim se pa pogovarjaš, pa ne veš, a bi bilo tako. Ja, to je res, ja. Ampak A je to pol? A veš, če dejansko prideš do te točke, da se z enim pogovarjaš več časa, flirtaš, da so pogovori že totalno neprimerni, a je pol res to? Ja, to je dobro vprašanje, ja. Ja, verjetno, ne vem, kakor sva rekla, zdaj, ta zgodba, je tako ful, veš, koliko vprašanj bi jaz rada tej punci postavila, veš, kaj mislim, to je to kompleksno, to je zelo kompleksno, zelo težko je sam na podlagi tega vedeti pol dejansko, kako pa kaj, to se strinjam. Ja. Ampak ja, to, kar si rekla, je tudi dober point, ne? Ampak se ti pravim, lahko se gre pa res samo za to, da izsedemo pozornosti in s tem spet ni nič narobe, saj sam človek. Absolutno, ampak a veš, a je pol to tako, da se ti z nekom toliko cajta pogovarjaš, pa da priješ do te točke. Koliko cajta se pogovarjate kao? Ja, ne vem, pač rekla je, da že kar nekaj časa in da so pogovori zelo neprimerni, da se pošiljajo tudi slikce, ja, to, da je malo neprimerno, pa tudi kakšne slikce zares. Predvidevam, da take malo bolj ja, no, to je, ja. Pa da si ne želi, da bi se ta pogovor končal. Tako da, a veš, tukaj se moraš pa res vprašati. Res si mora biti všeč ta tip, ja. Ja, očitno ti je všeč in a je pol to, kar imaš zdaj s trenutnim tipom? Ker če bi bilo, verjetno do takih stvari ne bi prehajala. Ne? Ja, to je res, nekaj je pozornost, kar čist kontam. Pa vsem, ker si ti mogoče že v malo daljši zvezi, ti manjka to. Ja, to je res. Pač to je ta nek ego, ki ga imamo vsi. Tako. Ampak to je čist nekaj drugega, da se ti dejansko zatreskaš v enega tipa. Ker to meni že meji na neko napol zaljubljenost, simpatijo. Pa še to, da konstantno interakcirata, pa to je ful slabo. Ne? Pa da če rečeš, a veš, da se ne moreš nehati z njim pogovarjati, da nočeš, da se ta pogovor zaključi, a veš, mislim, to ni pol. Ja, se strinjam, ja.
Mogoče bi bilo dobro, da pove fantu, da skomunicirata, da razrešita, pa da ona mogoče proba, ne vem, da proba, da skupnimi močmi pride do problema, oziroma, a je problem sploh, zakaj se gre, kot to, da si 5 let z nekom z razlogom, no? Ma ne, veš kaj pa jaz mislim? Jaz pa v bistvu tukaj mislim, da sploh ne, ona zdaj trenutno na tej točki, jaz sploh ne bi komunicirala s svojim tipom. Jaz bi se malo odmaknila ali pa to, ja. In bi najprej samo pri sebi razpucala, kaj si jaz sploh želim. A je to ali ne? Ker on mi tukaj tako pri tem ne more pomagati. To moram jaz sama pri sebi razčistiti. Sam pri sebi moraš čistiti, ja. In pol vidim, in kakorkoli bi se odločila, ali da zdaj obdržim to zvezo, ali pa da nadaljujem mogoče s tem tipom, ki sem ga spoznala v baru, v vsakem primeru bi se pol pač tega držala. In bi rekla, ok, jaz sem se tako odločila, zdaj grem na to in to je to. Konc pika amen, ne? To je res. Se mi pa zdi vseeno, veš, ona je rekla, da sta skupaj, se pravi, že od srednje šole, ne? To se mi zdi, da so tako najbolj riskantne ljubezni. Ja, saj so, ja. Ker se ponavadi zaključijo tako, da sta te dve osebi skupaj nekaj cajta, ne vem, lahko je to 8 let, 10 let, 15 let magar, ima sta lahko že otroke skupaj in sta poročena, pogresta pa narazen. Ja, zakaj? So, ja. A veš, točno zaradi tega, ker ti se spoznaš v srednji šoli, dejansko takrat si še toliko mlad, ne veš točno, kaj te postreza, najdeš enega, ki ti je takrat v tistem momentu ok, nekaj gradiš z njim, pa v bistvu s časoma pa vidiš, da to ni to, kar ti rabiš. In glih, ko si ti mlad, se mi zdi, da moraš najbolj spoznavati, hoditi okrog in videti, kera oseba te postreza. To je res, ja. To se je tudi zgodilo moji kolegici dejansko. Ona je bila svojemu fantom od srednje šole ali še celo malo prej, oziroma začetek srednje šole, se pravi, predstavljali si. In sta bila tako ful časa, pol tudi čez faks pa vse. Ampak je pol v bistvu dojela taka situacija, right place, wrong time. Ker ona še zdaj verjame, da je on ta prav fant za njo. Sam pač ona ni toliko stvari še doživela in pol je hotela tako malo, hotela je biti samska, hotela je videti, kako je to konc koncev. Ampak je pa tako, on dejansko bil ful v redu pa vse, ja. Pa se ne gre za to, veš, jaz mislim, da mi kot mladi moramo eksperimentirati. Hočem reči, da sta bila kompatibilna in če bi ona zdaj njega spoznala zdaj, v nekih zrelih letih, bi bilo verjetno to. A pa on ima kaj zdaj punco ali? Ne vem, nisem se že dolgo slišala z njo. No ja, ne, meni se pa zdi glih to, ne, to je v bistvu največja napaka, ki jo večina mladih naredi, ne, to, da v teh letih, ki bi mi mogli spoznavati, mi bi mogli skozi menjati jobe, saj zato pa je študentsko delo, ne, zaradi tega, da vidiš, kaj te postreza. Isto je pri ljudeh, ne, moraš spoznavati, moraš dejansko iti ven in videti, a ti ta karakter ustreza, a ta, s katerim si bolj kompatibilen, ne, s katerim ne. In to je največja napaka. Gremo v srednji šoli v neko zvezo, ki traja kar nekaj časa, da potem šele na koncu, po ne vem, 10 letih, 2 otrocih, mogoče za roki, po roki ali kakorkoli. Ja, to je pa najslabše. Vidiš, da to ni to. Ja, in da ta oseba dejansko ni zate. Ne? In pol, kar je najslabše, lahko te neke travme pa nesigurnosti pa to prešalite še na otroke. Ne? In pol so oni tudi v bistvu zakompleksani za cel life. In se ta cikel samo nadaljuje. In zato je bolje razrešiti take stvari, ki si še nekako mlad, pa mogoče brez otrok, pa nevezana. Ne? Pojva na eno mojo, ki je pa tako v bistvu, tudi je taka bolj romantična, ljubezenska, sam se gre v bistvu samo enemu krašu. Okay. Ja, in je tako tudi, do kakšnih ekstremov bomo šli zaradi tega, ker smo enega zatreskani. Ja. Sploh ženske. Se mi zdi res, ja. Torej, tam je res dobro, ne vem. Okay. Bila sem noro zatreskana v enega tipa na faksu. No in pri enem predmetu sem sedela direkt za njim in opazila, da ima na laptopu skozi odprt svoj delniški portfelj. Torej zbirko delnic, ki jih ima v lasti. Pa pač različne grafe, analitiko, ki jaz nisem razumela. Ja, na tak način sem dojela, da ga ful zanimajo delnice in sem se zato tudi sama naučila vse, kar sem se lahko o borzah oziroma delniških trgih. In pol sem se jaz usedla pred njega v razredu, ne direkt pred njega, ampak tako malo na stran, veš. Samo to, da je tudi on lahko videl moj ekran, pa da tudi jaz spremljam trg in vse povezan s tem. Ampak, kaj misliš, da se je ustavila tam? Ne. Mislim, da ne. Ok, fair enough. Valjda, da ne. Se pravi, spraznila sem cel svoj varčevalni račun in ves svoj denar vložila v Think or Swim, kar je pa trgovalna platforma, kjer se kupuje in prodaja delnice in tako naprej. In zbujala sem se vsako jutro ob 3, ker se je takrat borza odprla v mojem časovnem pasu. In potem sem začela objavljati Snapchat storije na foro, joj, delnice so danes padle. In potem mi je končno en dan odpisal pa rekel, nisem vedel, da te zanima trgovanje z delnicami. Na kar sem odgovorila, ja, finančna pismenost je ključna.
Kar bi bilo ameriška, bi to tako rekla. Financial literacy is key. Potem je nadaljevala. Zdaj le hočem razpršiti svoj portfelj. A imaš kakšne nasvete? Valjda. Ja, in pol je on valjda čisto ponosno po moško začel razlagati, kako je treba to. Ujel je vabo. Temu bi tako rekli, ja. Ja. No, in na tej točki te moramo vprašati, kako misliš, da se je potem ta zgodba nekako razrešila? Zdaj, ali je ona izpadla res glupo Okay. in je on pač pogruntil, da ona nima pojma in da je to samo neka fasada, nekaj, kar ona dela zaradi njega. Ali pa sta dejansko se pol ona dva poklopila in sta zdaj skupaj. Ok, se pravi ali, ja? Ja, nisem pa 100%. No, da vidimo. No, izkazalo se je, da je tip nimfoman in zapustil je državo sredi semestra. Ko? Ja, veš, ko je nimfoman? Ne. Basically, da rečeš, ni sploh tako slaba stvar. No, obseden je s seksom. Ful rad. Aha, ja. Jaz sem pa, veš kaj sem te jaz razumela? Milfoman. A ja, Jaz sem ne, pa podkaj, to je nimfoman. en tip, ki je obseden z milfami. Ne. Nimfoman, ok, Ja, ja. in pač le se je to načeloma, ni nujno slaba stvar, sam tako, Čak, se mi pa če zdi, si pa obseden s seksom, moraš pa zapustiti državo. pač nima to sploh veze, sem zapustil državo. Aha, baš skoči. Razen, če se mu je zmešal, zato ker fura je, da če si ti toliko obseden, pol nisi tudi, nisi toliko stabilen dejansko, se mi zdi, da sem to nek prebrala, da taki ljudje recimo tudi niso sposobni biti zvesti, recimo, ker valjda. ne more si pomagati, ne. Ja. In pol to ji zna biti problem, ne. In ona je to dojela in mogoče pač se pač za to ni šlo, ampak on je pa včasoma tudi čul. Ampak jaz sem kar nadaljevala z vlaganjem in na koncu poravnala ves svoj dolg, tako da sem diplomirala brez dolgov. Bravo. Ja. No, evo, dejansko vsaj ena dobra stvar. Drugače, tukaj. ful dobra stvar. Tako taka, ne morem reči sreča v nesreči. Mislim, ja, pač Ja. ona je začela zato, da bi dobila tega tipa, on je šel pol iz države, začela je pa investirati, Ja. odplačala si je vse položnice, vse dolgove za Meni je to faks. noro, totalno napačen Halo? razlog, sam na koncu se je res išlo. In jaz, ko sem Dejansko. to prebrala, jaz sem bila tako, kva? Ok, good for you. Ja, jaz sem mislila, da bo zaključek, ali pač ne boste skupaj, pa bo on skontal, Ja, ali pa ja. boste skupaj. Pa... Jaz tudi nisem tega pričakovala, jaz sem tudi mislila nekaj na to foro, ampak pol je bilo tako neki najbolj random, pač bil ninfoman zapustil Nisem državo, pričakovala tega. ampak jaz sem pa dolg poravnala. Jaz sem samo tako, ok. You go, girl. To bom Točno rekla, boss točno ass to. bitch, res. Resno. Ampak tako dejansko, kaj ženske lahko vse naredimo zaradi enega kraša res. Pa se mi zdi, da res to bolj ženske, kot moški, moramo priznati, no. A veš, kaj sem jaz naredila? To me zanima. Sem vedela, da boš ti imela kakšno tako zgodbo, prav vem. Kupila sem zajca. Ja, pač to je najbolj bizarna Kva? zgodba. In jaz tega sploh še nisem nikoli Pavlu povedala, ker Okej. okay. Gre za njega. Se pravi, preden sem bila midva s Pavlom skupaj, sva se ful dobivala. Ja. Ampak pa sem imela pa neko obdobje polet, ker pa on, ne vem, mal je, mislim, štrajkal. Tako je hodil k meni, pa mal ni vedel, kaj bi, ali kakorkoli, ne. In jaz nisem vedela, kaj narediti, pač kako ne jaz temu tipu rečem, ja, lahko prideš do mene. Ja. Ne. In sem mu rekla, da mojih staršev ni doma, da so šli nekam na dopust, ker so res šli, Ja. in da imam jaz doma zajca in da ne morem sama za njega skrbeti, da nimam pojma, če lahko pride do mene. Ja. A misliš, da sem imela doma zajca? Ne. Ne. Sem zakaj li zajca? Oni imajo doma kmetijo in Okej. oni so imeli zmer zajce. Tako da sem pol nekako mislila, ok, ne, zdaj ti imaš zajce itek doma, ne, pa verjetno znaš skrbeti tudi za te kunce, ali kva so te ta mehni zajci, ne vem kaj, ne. In je rekel, da pač bom prišel jutr, ne. In jaz tako, ok, fak, on jutr pride, jaz nimam zajca. Grem jaz gledati na internet, kdo prodaja zajce. Najdem eno bejbo. Skratka, prodala mi je zajca, 30 evrov sem dala. Prepeljala sem ga domov. V glavnem, Pavel je res prišel, žgal je. Prišel je do mene, cel teden je bil pri meni, skrbela sva skrb za unga zajca, pol pa v bistvu, malo po temu sva bila pa dejansko skupaj. Jaz sem se tudi ful hitro... Ti si ga totalno Ja. zmanipulirala. Zajc je bil moja taktika v tej Moj zvezi. bog. Tako da ta zajc, ja, pa v bistvu, hmalo po tem, ko sva začela hoditi, sem se prisilila k njemu in sem mogla tega zajca, ker je bil pač moj, vzeti k Pavlu. Ja. Ta zajc je srl pa srl po celem stanovanju, tako od Pavla mami je sam pobirala te bobke in na koncu sem bila, veš kaj, ne, sej brez veze, da imam jaz tega zajca tukaj in sem ga prodala naprej. Tako da, bogi to je full bad zajc. zdaj, no. Ampak, če smo že pri tem, kaj vse ženske delamo Ja. in se pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo, po mojem to, da sem kupila zajca.
Zato, To je da pa en tip noro prišel drugače. k meni Pa domov. dejansko sta še danes skup, to mi tako. Ja, Srečen lej, konc 6 let vsaj. kasneje, a ne? Ja, lej, deluje, delvalje. Deluje, tako da Zajc je tukaj kar pripomogel moje zvezi. No. Bolano. A ne? Jaz pa tako razmišljam, a sem jaz zdaj kaj tako noro Ja, sem imela, naredila. mislim, siguren si, no, come on, kjera ženska pa ni. Ne, jaz po moje res nisem. Kvo? Ne, nič tazga. Tako, vem, da sem se enkrat po moje, moj prvi fant je imel full rad hip-hop, pa ne hip-hop tako, kot ne vem, Rihanna, Eminem, kar imam tudi jaz rada, ampak tako krene te random raperje, za katere prvič slišim, pa tako, meni res niso mi dobri. No. Ja. Niso bili dobri, ampak pač jaz sem se malo kao pretvarjala, kao da mi full cool. No. Aha, da ti je kao to. Ja, uredilo. in se je pol s časoma sem priznala, da ne. Ampak na začetku pa sem kar ustrajala in on je bil tako ful navdušen. In sem šla dejansko, sem se pozanimala tako malo o teh reperjih in sem tako vedela stvari o njih, a veš. In Ja, pa mi je ja, res ja. verjel in je bil tako, wow, kva ti kar to veš, tu nobena bejba ne ve. In pa sem tako, jaz sem posebna bejba. Ker se veš. dobro počutiš. Ja, jaz sem nekaj posebenega, ne, pač, kar nekaj. No, tako da to in verjetno sem se še kaj mogoče kaj tako malo prilagodila, ampak a veš, to je ta fora, ker se mi zdi, da je to ful slab znak, da če ti začneš samo sebe prilagajati zaradi enega tipa, Ne, to je grozno. da ti je nekaj všeč, da to je ful red flag Ja. v bistvu, zato ker se ti očitno ne počutiš pri tej osebi tako udobno, da bi sam bila to, kar si. Ker Ja. recimo moj Martinu, se pravi, s katerim sem zdaj že 100 let, pač jaz nikoli nisem imela tega feelinga. Meni se pa njemu nikoli ni bilo treba pretvarjati. Tako zmeraj mi je bilo tako lagodno z njim, povedala sem, kakšno muziko poslušam, kakšne filme gledam, blablabla. Nikoli niti enkrat nisem pomislila na to, da bi se za njemu nekaj zlagala. Ja, pa da bi se rad, da bi Tako rad. da, ja, in jaz mislim, da je to ful že na začetku mogoče razmerja slab znak, da mogoče kle nekaj ne štima. Ne mislim tebe, mislim zajec, to je tako. drugače. Ja. Jaz sem pač tega zajca takrat kupila zato, da bi on prišel k meni, pa mi pač bi pomagal skrbeti. to je drugačna zgodba. zgodba, Ni bilo ja. zato, ker bi bil on obseden Ja, sej to, zajci sej to, ali sej to. kakorkoli. Ja, To je ja. bila samo moja taktika, da ga pridobim. Ampak recimo, ne vem, Pavel pa ful športa, ne? Jaz nisem za neki tak ful športen tip, ne bi se pa nikoli v življenju mogla delati pred enim tipom, da sem pa jaz tudi ful tukaj neki športnik, da nekaj ful uživam v tem, ker ne. Tako da to se pa spomnim, recimo tudi v osnovni šoli mi je bil ful všeč en tip, en fuzbalerček. Se prav spomnim, da sem si pol profilko, ne vem, ali je bilo na Instagramu ali kje, ali je bilo pa to v srednji šoli, no, zamenjala za enega fuzbalerja, pa kar neki, mislim, a veš, ko pa Ja, sploh te nimam pojma o fore. fuzbalu. Ja. Ne vem niti, koliko igralcev dejansko igra. Sej ne, v to, eni ja, ekipi. sej to, ja. To je ful slabo, da kar nekaj prilagajaš samega sebe, zato da boš pa njemu bolj Zaradi tega, všeč. ker kreteni spadaš. Sej to, pa tudi to, ja, ampak tudi tako, recimo, da ti tej osebi rataš všeč lik zaradi tega, ampak to sploh ni pristno. Ti Ne. nisi to in dejansko ti tej osebi nisi všeč zaradi tega, kdo ti si, ampak zaradi tega, zaradi ideje, ki jo ima ta človek o tebi. In tako razmerje pa zmeraj spade, ne? Ne, mislim, sej sploh ne bi mogla izgraditi tukaj enega Itak razmerja. da A ne, veš, ja. karkoli bi on mene vprašal v fuzbalu, bi tak zatrokirala. Ja, sej to. Ne vem, ne a mogla veš, ustrajati, pa Povej mi, lažje. kaj je rdeč karton, ne vem. Ja. A veš, tako, brez veze, a ne, da vem. Dej, veš, kaj je rdeč karton, valjda. Mislim, ne vem, Ja, ampak, ampak ja, a veš, če ja, bi me karkoli tako spraševal, kaj jaz vem. A veš, sploh se ne moram spomniti kakšnega vprašanja o fuzbalu, ker toliko nimam pojma o fuzbalu, da ne Ja, vem ja, niti, ja, a veš, ja. kaj ne se Vem, ja. vprašam, kje pozicije imamo. Ne vem, sredina, vmes pa gol. A veš, ne vem. Jaz nimam pojma o fuzbalu, to mi je tako dolgočasen šport, ne. Ampak glej, zdaj, ko smo starejši, Ja. mislim, da nikoli, ne sam, da se ne bi hotela prilagajati enemu drugemu, ampak tudi iskreno, Čak sem, veš, ko me boli. Če ne gledaš te epizode, udarila sem se v nogo. Ok, nadaljuješ. v glavnem hotela sem povedati, da ne sam, da ne bi hotela tega delati iz razloga, ker se mi zdi svalen, ampak tudi zato, ker se mi ne bi dal. Tudi to, ja, to Ker ful se mi energije. ne da mora- nekaj ja. pretvarjati, razumeš, da imam jaz tam rada šport, pa začnem nekaj laufati, pa komu se to da? Sej to, ja. A veš, ali pa da To bi moram bil res delati ekstrem. nek research Pa o sej fuzbalu. Pa... Tudi to, kar je ta bejba naredila, ona se je vse v delnicah naučila po trgovanju. A ti veš, koliko je to zahtevno? To je vsaj dobro. Ja, A veš, ja. kaj imam jaz, če se naučim vse o fuzbalu? To je res, ja. A veš, kaj imam pol od tega? Če se pa delence naučim nekaj, kar mi bo dejansko uporabno in mi bo prav prišlo, To je res. Sam njo to ni zanimalo, a veš. Pač se pravi, šla je iz napačnega razloga. Hočem povedati, lahko bi bilo tudi kontra. Lahko, da niti ne bi šlo to in ona bi vložila ful energije, na koncu pa ne bi imela nič od tega. Pa ne samo energije, denarja. Pač, da Pa bi tudi zdaj to, ona ja. izgubila toliko pa toliko denarja zaradi enega A si ti tipa. predstavljaš, da je ona dejansko ves svoj denar dala iz svojega bančnega računa in Ne, že jaz takrat, ko sem jaz dala... drugače, ko sem to prebrala, jaz sem tako zig, da bo probila, da ne vem, je pa vse zgubila. Ja. Ne. Že jaz takrat, ko sem dala za tega zajca 30 €, pa ga sploh nisem hotla. Ja. Mi je bilo žal, a razumeš? Ja. Pa sem si mislila pismo, ali zaradi enega tipa zdaj kupujem Drugače, kaj zajca. Tako ful random sem, ko smo bili pri zajcih. Pač, a ti veš, da je meni moj oči enkrat prinesel divjega zajca. Ej, mi smo imeli tudi divjega zajca doma. A to Ampak veš? mi smo bili v stanovanju.
In on tako meni prenese tako za ušesa, ga je držal, prav spomnim se in mi ga tako dol. Kaj pa je bila fora? Jaz sem imela ful rada zajčke. Jaz sem imela predtem enega zajčka, majhnega, pač za stanovanje majhnega, ampak je umrl nažalost, ker ga je pičila čebela. In pol... Kva? A so alergični zajci na čebele? Ne vem, sem umrl zaradi tega. Kuj. No, in pol je tega prpelu. In ja. Mi smo pa recimo dobili enega tega poljskega, ampak zaradi tega, ker je šel pa od moje mame partner enkrat teč in je tam na polju videl poškodovanega zajca, ki ga je, mislim, da vlakal. Ne vem, pač res je bil ful poškodovan. Tako da smo mu pol v bistvu od spodaj v kleti zagradili, pa mu prav naredili tako lepo, da je imel, pa smo rekli, takoj naslednji dan ga peljemo k veterinarju, ampak je že poginil čez noč. Ne, no. Smo imeli pa tudi lisico tragičen. doma. Ja, to je bilo tako najbolj random. Imeli smo lisico, kar nekaj cajta doma. Ne vem tudi, kaj je bila fora, mislim, da je tam nekaj tavala, skratka, tudi malo je bila poškodovana, pač nek mladiček lisiči. In smo ga mi vzeli domov. Bilo je katastrofa, ker to ima toliko enih, ne vem, sploh insektov in kaj svem kaj. Ne, koliko slabo. Moja mami, takrat, ne vem tudi, kaj je bilo njej, je v bistvu zdekorirala je cel flat tako, da je izgledal, kot da smo na nekem travniku. Kao da bo te lisici dober. Kako lepo tvoje mami, drgaško, ful čuden, ampak ful dober, lepo njej. Ful je bilo čuden, skratka, imeli smo uno lisico, ne vem, kaj se mene 2 tedna, imam še prav video od te lisice, ki sem jo doma, bom ti pol pokazala. A je preživela? No, pazi, to je bila fora. Pol je nas pa kontaktirala neka televizija, ki so hoteli pa prav prispevk narediti, kako mi živimo s to lisico. Kako pa so vedeli? Zaradi tega, ker mislim, da je Sašo, se pravi od mami, partner objavil na socialnih omrežjih. Mislim, da tako, no. Skratka, in on se je že zmenil, mislim, da je bil to nek avstrijski TV ali kaj, nekaj čist random. In mi se že zmenimo, ok, pač pridite snemat, ne. In v en dan, da bomo mi to lisico ven, zagradili smo jo v zuni in smo jo pač dali ven, tako da se malo nalupa, da bo ready za TV, ne. Pobegana. Jo. Da bo ready za TV. In pa ne mogo ja, pa se vi ste imeli dobesedno ujeto. Vi ste res... Jaz sem to govorila, pa niso dojeli. A veš, koga je fuj in lisica, ki je res, noči narobe z lisico, sam jaz verjamem, da je to pač tako umazana žival, v smislu, a veš, to je imela verjetno tukaj nek bolh. Divja je, ja, pač to ni za domov. Ja, in sem bila isto tako, da lepo se mi zdi, da ste ji pomagali, pa to, sem pa enkrat kaj kulja pač spustiš, a ne? Ne, sej, po mojem je bil tak plan, ne? Ja, sem pol, ja. Jaz bi jo spustila tako čez 2-3 dni. Lej, sorry, če pride avstrijska televizija snemat, valjda boš... pol jih je mogel poklicati in pač reči, da ni več lisice, da je šla. Tako da ja, tega se vas spomnim. No, lisico smo imeli. To mi pa tako smešan, res. Da so jo vas dejansko najdel tako pač. Ja, mislim, meni je bilo bizarno. Mene že to tako sploh, da imaš lisico doma, mi je... Ne, tako zanimiva zgodba, drugače. Ja. Za podcast, evo. Primerna, da si jo lahko izkoristila. Ja, zdaj mi pa enkrat prav pride, da lahko o tem govorim, ne? Tako. Noč, a imaš ti kaj še kakšno svojo? Mi smo šli nazaj, oziroma za vas nikamor nisva zares šli, ampak nama se pa je zgodilo, da je prišlo do neke tehnične napake. Spet? Ja, in je v bistvu nehal snemat, tako da zdaj par dni že imam. In ja, bojo nadaljevali, kjer smo ostali z eno novo zgodbo, kakor da se nič ni zgodilo, tako da ignoriraj to. Maša, ti si na vrsti. Okay. Se pravi, zadnja zgodba v tej najni epizodi in sicer. Sem Klara. Stara sem 20, prihajam iz Ljubljane in obiskujem 2. letnik faksa. Ko sem lani začela, sem bila sprva res navdušena. Novo okolje, ljudje in ena čisto nova izkušnja. Kmalu pa sem ugotovila, da se z nikomer zares ne morem povezati. Vsaka skupinska vaja, debata ali kava po predavanju, vedno sem bila nekako izključena. Noben ni bil nikoli zares nesramen do mene in vem, da tega ne delajo namerno, samo pač ne ujamemo se. Njihove šale, pogovori, celo navade, nekako jih ne razumem in se zato težje vključim. Večkrat sem se že želela vključiti pogovor, a vedno dobim občutek, kot da sem samo neka opazovalka in ne dejansko del skupine ali pogovora. Gosto sem po predavanjih ali vajah sama in zelo me boli, ker si res želim, da bi imela nekoga, s katerim bi se lahko pogovarjala ali šla na kavo. Zdaj, po 2 letih, sem na točki, ko ne vem več, kaj narediti, ne gre za kak konflikt, samo zato, da se preprosto ne morem povezati z nikomer. Ojoj, to je taka kočljiva tema in po mojem se nam je vsem vsaj enkrat v življenju že zgodilo, da se pač nekam nismo mogli enostavno vključiti. Vključiti, točno to, ja. In je
bedno, ker itak ne smeš ničesar forsirati. A veš, ker to je najslabše. No, se ti dobro počutil, družba se dobro počutila, sam bedno bo. Ampak je pa res, da ni od nobenega odgovornost zdaj zares, da ti skrbiš za nekoga drugega, pa kako se v ta človek počutil. Pa da ga moraš vključiti noter. Ja, ni to tvoja odgovornost. Sam jaz sem pa tak človek, da če bi videla, da je nekdo tako malo izključen na nek način, bi probala to osebo nekako integrirati. Tako sama od sebe, ne vem, bi pristopila, pa rekla, da je pa z nami na kavo, pa ne vem, pa tudi če nimamo nič skupnega, bi jo malo sprašvala, ne vem, o njenem življenju. A veš, in jo probala na tak način upeljati. Ne vem, ne bi hotela, da je tam samo v enem kotu kaj en cucek, a veš, kaj mislim? Tako da kakor pravim, ne vem, jaz bi malo obsojala take ljudi, ker sama res ne prenesem tega, a veš, kaj mislim? Ampak ja, ne vem, mogoče pa tudi ona konec koncev, a veš, je bolj tako, da nič ne reče. Mogoče, da je malo bolj introverana. Ja, ampak po eni strani, sorry, kad te prekinjam, ampak po drugi strani pa, glede na to, da je to mod, pa da malo verjetno ni introvertka. Introvertam sede v bistvu, da so sami. Da so sami, ja, v bistvu imaš prav, ja. Tako da ni to problem. Ne vem, jaz tako mislim, ne. Tukaj se mi zdi, da veliko ljudi se ne zaveda, da je med faksom pa med srednjo šolo zelo velika razlika. Ja. Se pravi, ti v srednji šoli si nekako z celotnim razredom čez 4 leta skupaj, medtem ko na faksu se konstantno sošolci razredi menjajo, enkrat vas je 150 v predavalnici, drugič vas je, ne vem, 10, tako je bilo na našem faksu, recimo. Dober point. Enkrat v prvem letniku nas je bilo 30, ko smo začeli, v drugem letniku nas je bilo, ne vem, 12 na konc, ne. Zmeri prihajajo neki novi ljudje, tisti, ki ponavljajo ali kakorkoli. Tako da to je čist drugače. Jaz mislim, da na faksu se ti ena razpuščena ovca, tam vsi smo malo razpršeni. V bistvu, kakor grdo zveni na faksu, ti si samo številka. To je res. Na nek način. In se mi zdi, ja, da marsikdo se sploh ne zaveda, da bo prišlo do take razlike. Ker recimo jaz, ko sem prišla na faks, mene je to kar šokiralo. Ker v srednji šoli res tako profesori so se res ukvarjali z mano, pa z mojimi sošolci, res vsi smo bili neko ime, ok, ti si Nina iz Kranja, bla, bla, bla. A veš, res vedeli so, kaj so tvoji plusi, kaj so tvoji minusi, vse, in so te spodbujali, recimo. Tukaj pa ne, pač ti si basically sam zase tam. In isto je z družbo na nek način. Dejansko, ti si bil v razredu, se pravi v srednji šoli si, ne vem, v 30 v razredu, ste skozi skupaj, ne, čez vse predmete greste, medtem ko na faksu, kakor sva že rekli, ne, si ti razpršen, vse povsod, ti nimaš dejansko pravnega fiksnega razreda, vsaj pri nas na našem faksu, ki je pač toliko velik, tega ni bilo. In jaz verjamem, da mogoče te kakšni večji faksi, kakor je bil recimo tudi tvoj FDV, si tudi tako razpršen, ne, tako da. Ja, valjda. Je pa to šok, je pa to definitivno za vsakega, ki pride iz srednje šole na faks, je to nek šok, mora se tega navaditi, ampak dejansko sej, po drugi strani si pa mislim, ne, sej ti si tam zaradi sebe. Ti nisi na faksu zaradi družbe, ne? To je res drugače. Ker imaš ti neke prijatelje, ki so tako, ne vem, izven faksa mogoče, katerim se lahko zatečeš in pojamraš, to je tisto konc, kar je najbolj važno. Recimo jaz na faksu, ker sem zelo družaben človek, pa ekstrovert, se tudi nisem zdaj najbolj pokonektala ful z ljudmi, da bi jaz najla tam neko svojo družbico, ker recimo dostikrat se mi tudi zgodilo, da če smo že šli s kom na kavo, pač tako, ne vem, je pogovor mogoče tekel o predavanjih ali pa o politiki ali pa take stvari, ki mene na kavi res ne zanimajo. Jaz sem prišla tja na kavo, da se odklopim. Primer, ne. Sej ni bilo sam to, ampak primera, ne. Recimo, kdaj me je tukaj tazga me odbil, ne. In ja, pač mi ni bilo tako važno, dokler sem jaz imela tako svoje ljudi izven faksa, me niso res motili. Jaz sem itak bila tako, prišla sem na predavanje, oddelala in šla domov, ker itak sem se furala, imela sem tako 2 uri z busom v eno smer. Meni se ni dal ukvarjati s študentskimi klubi, tudi pa takimi stvarmi. Meni se sploh ni dal socializirati. Tako da jaz sem se na faksu realno majčkeno introvertirala. Tako da edino to je mogoče malo bilo tako slabo, ker drugače jaz sem zelo ekstrovert po naravi in tudi uživam v tem, da sem taka. Drugače, ne, v bistvu tako, kot si ti rekla, ne, ker recimo pri nas je bilo pa tako, filofaks je znan po tem, da so predavanja tako, da imaš ti, ne vem, zjutraj 3 ure predavanja, vmes 4 ure frej, pa pol zvečer spet, ne vem, 3 ure. Jaz sem imela tudi daj tako in kdaj sem mogla vmes hangati tam. Katastrofa, ampak, a veš, jaz recimo sem se toliko učila, skozi smo imeli neke konstantne stvari, kolokvije in tako, da tudi v tistem času, ko ne vem, sem imela 3 ure frej, nisem šla na kavo, oziroma sem šla tudi daj, ampak poredko. Večinokrat je bilo to tako, a veš, da sem šla samo neko knjižnico na faksu in se tam pač učila. Ja. Do naslednjega predavanja. In si sem tam v bistvu tako si bila navajena in si bila v tem svojemu sistemu, mehurčku in... Itak nimaš cajta, veš, sploh nisi šla zato, da bi imela jaz slabe sošolce, ne, jaz sem imela super sošolce na faksu, ampak pač ni... Faks je to, ne vem, ne znam ti povedati, a veš. Ampak če se pa recimo vrneva zdaj na to zgodbo, ne, ta punca pa se tako počuti. A veš, kaj mislim? Razumem, ona ni midve. In zdaj pač,
ne vem, kaj v tem primeru zdaj tako naresne, pač, ker razumem tudi njo, ker jaz tudi sem spet, ne razumem jo, zato ker po eni strani le bi rekla, probi se nekako, probi mogoče malo forsirati, pa mi bi pa pol stekala, veš, mogoče moraš na začetku malo pušati, pa bo pol s časoma, ne vem, en človek v družbi, s katerim se boš pa ful zaštekala in bo to najbolj važno. In boš imela saj tisto eno osebo, ker tako se je recimo meni zgodilo, jaz sem se z eno osebo ful zaštekala in pa ostalo je bilo tako tudi lažje. Ja. Recimo, ne vem. Ampak po drugi strani pa tudi tako, ne, verjamem tudi, razumem pa tudi z tega vidika, da se mogoče nočeš tuliti v narekovajih. Ravno to sem hotela reči. V bistvu odvisno je ful od človeka, ne? Ker recimo, če si tak, da rečeš, ok, bom naredil ta korak naprej, zato da se bom pa lahko zaštekal, ok, marsikdo si pa mogoče tega ne bi upal, ne? Ja. In pa tukaj nek tak zid, ki je v resnici težko, no. Ja. Tako da, jaz bi tako rekla, ne si tega preveč imeti k srcu, ker kakor so obe dve rekli iz lastnih izkušenj, faks je tak, v večini primerov, no. Nisi sama v tem. Nisi sama, mislim, da smo bili vsi tam, noben ni bil tako, da bi se zdaj ful družili ali kakorkoli. Tako da to. Druga stvar, če bi te pa to res toliko motil, bi pa vseeno mogoče tako, kot je Nina rekla, probala, naredila en korak naprej in tudi, če ni to tvoj stil, pač malo stopiš iz cone udobja, ker kdaj stopiš iz cone udobja, se ti lahko cel svet odpre. Tako govorim iz izkušenj, lastnih tudi. Lahko doživiš nekaj res dobrega, kar ne pričakuješ. Vem, da je to tako, mogoče malo tako, sam pač je res. Dejansko, ja, moraš stopiti iz te cone udobja in pol vidiš, no. Tako da, to bi bil najnasvet, no, kar se tega tiče, no. Tako da ja, zdaj pa mislim, da bova s tem zaključili to epizodo. Ja, res je. Ja, in ponavadi midve so se odločili, da bomo imeli 3 epizode na mesec, ampak november je malo daljši in ima tako več sobot, tako da v bistvu bova naslednji teden objavili dodatno epizodo, ampak ta bo malo drugačna. Tako je. In sicer princip bo tak, da smo se mi odločili, da bi se radi malo predstavili vam. Glede na to, da nas še ne poznate, sva rekli, mogoče bi bilo to fajn, ampak ne bi pa naredili unga klasičnega videa, živijo, jaz sem Maša, jaz sem Nina, živiva tukaj, stare sva toliko, da se vam mogoče predstavlja na malo drugačen način in sicer skozi eno igrico, ki pa jo boste videli potem naslednji teden v videu. Tako da to. Tako da ja, stay tuned, ali neki spoken like a true YouTuber. Ja. Ampak ja, tudi v bistvu, če lahko subscribe, followi, imamo tudi Instagram in TikTok, kjer objavljava te kratke klipe iz najnega podcasta. Tako da ja, vsaka interakcija prav pride. Absolutno. In se vidimo naslednjič. Čau. Čau. A ti to resno?